Lepo pozdravljeni. Predstavila vam bom novo verzijo mini blagajne, to je verzija 2. Od 1.7.2025 omogoča mini blagajna tudi vodenje evidenc DDV, torej evidence obračunanega DDV in pa evidenco odbitka DDV. Omogoča pa tudi pošiljanje teh evidenc iz mini blagajne na e-davke, seveda pa je izbira te možnosti na strani uporabnika. Zdaj, ta aplikacija je dostopna torej na spletni strani finančne uprave, za tiste, ki mogoče se boste zdaj na novo za to odločili, pod e-storitve, pod davčne blagajne. Tukaj je vstopna stran za mini blagajno. Ko sem ravno na spletni strani finančne uprave, bi vas seznanila še z obvestili pa pojasnili v zvezi z vodenjem evidenc, torej na področje gremo, izberemo področje davka na dodano vrednost. V okviru tega, samo moment, tole zapremo, ja, podrobnejši opis in v razdelku evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV je objavljen tako podrobnejši opis glede teh evidenc, kot tudi potem pred izpolnitvijo obračuna. Objavljena pa so tudi vprašanja z odgovori, ki se tekoče dopolnjujejo, tako da veliko koristnih informacij najdete tudi tukaj. No, tukaj so tudi objavljeni primeri posameznih poslovnih dogodkov, kako se vnaša v evidence, v katerih poljih, pa katere podatke je treba vnašati. To pojasnjujem zato, ker samo navodilo za tole aplikacijo mini blagajna seveda je bolj po vsebini bolj tehnične narave. Sicer smo dodali tudi nekaj vsebine, pa vendarle sama vsebina je bolj obširno pojasnjena na naši spletni strani finančne uprave, tako kot sem prej pojasnila. No, zdaj pa sama tale vstopna stran za dostop do mini blagajne. Dovolite, da še malo pojasnim. Tukaj spodaj so novice objavljene, vse pomembne novice za uporabo te aplikacije. Spodaj v desnem kotu pa najdete tudi navodila za uporabo te aplikacije, za spletno aplikacijo, pa tudi za mobilno, ne. Tako da v bistvu o vseh teh vsebinah, ko bom zdaj predstavljala, se evidenca DDV zagotavlja samo z uporabo spletne aplikacije. Računi, ki jih izdate v mobilni aplikaciji, se bodo evidentirali in prenašali v to spletno aplikacijo, ne? Vendar pa mobilna aplikacija tudi ne podpira vseh tipov obdavčitve, recimo pri čezmejnih obdavčitvah, ne. Tako da, kar se tiče navodil, samo tako, da malo okvirno gremo čez, ne, tako da boste tukaj našli vse, od prvega dostopa, kako si uredite ta ustrezna digitalna potrdila, potem kako si je z izdajo računov, kako je z poročanjem vezane knjige računov. No, tam v teh delih, kar sem zdaj povedala, kar je novo zaradi te nove verzije, je označeno z rumeno, dočim evidenci DDV so pa popolnoma novo poglavje, ne. V redu. Zdaj pa kar nadaljujemo z vstopom v to aplikacijo. Kot vidite že na vhodu, lahko uporabnik do te aplikacije dostopa tako z lastnim namenskim digitalnim potrdilom ali pa kvalificiranim digitalnim potrdilom, ne. In ta način izbire je že na vhodu. Če se boste prijavili s tax.ca-jem, potem boste imeli možnost izdaje gotovinskih računov, pa pregled računov, pa davčno potrjevanje računov izdanih iz vezane knjige računov, ne. Če pa se boste
prijavili z kvalificiranim digitalnim potrdilom. Tukaj pa boste poleg prej naštetega imeli možnost tudi vodenja evidenc. No, tukaj moram povedati, da ko dostopate z kvalificiranim digitalnim potrdilom, takole, ko dostopamo s tem potrdilom, se nam bodo pojavila tudi vsa ta okna oziroma vsi ti zavihki, ne. Tukaj bom kar takoj na začetku povedala, da morate imeti urejene vsa nastavitve. Dokler nimate vi ustrezno nameščenega tega kvalificiranega digitalnega potrdila, pa da nimate tudi urejenih nastavitev z namenskim digitalnim potrdilom, ne boste imeli še vseh teh evidenc. Tako da sam ta postopek, je v navodilih razložen. Je pa zdaj tako, mi smo zdaj vstopili s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Zdaj, da bomo vodili evidence, je to pogoj, da vstopimo torej s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pogoj pa je tudi, da ima uporabnik s tem kvalificiranim digitalnim potrdilom tudi pravico vložitve obračuna DDV na e-davkih, ne. Pomeni, da se pravice za delo s tem modulom evidenci DDV se ob prijavi samodejno posodabljajo iz sistema e-davki in to na podlagi pooblastil vezanih na digitalno potrdilo. Torej, tako kot so pravice na kvalificiranem digitalnem potrdilu za delo z obračunom DDV, take pravice imate tudi za ta modul evidenci. Pomeni, da če imate na e-davkih samo pravico pregleda, potem boste tudi tukaj v evidencah lahko samo pregledovali evidence. Če imate na e-davkih pravico vnosa, boste tukaj lahko naredili vpogled v evidence, pa tudi dodajali še ročne zapise v evidence. Če pa imate pravico na e-davkih na DDV obrazcu za vložitev, potem boste pa lahko pogledali v evidence pa oddajali evidence, ne. Zdaj, kar se tiče pa izdaje računov pa poročanje o VKR računih, to boste ravno tako lahko še naprej delali z vstopom, ko boste vstopili z kvalificiranim digitalnim potrdilom, vendar pa boste morali kot uporabnik predhodno imeti ustrezno urejene nastavitve za izdajo gotovinskih računov pa za poročanje VKR. Dokler nimate urejenih vseh nastavitev, ne morete nadaljevati. Tako si moramo urediti namensko digitalno potrdilo. Potem imamo registriran vsaj en poslovni prostor, ne. Pač lahko dodate tudi več z novim zapisom. Potem morate imeti vsaj eno elektronsko napravo, nastavljena je zdaj tukaj mini blagajna. Potem mora biti vsaj en operater. Operater je tisti, ki pač uporablja, izdaja račune ali jih davčno potrjuje, dela v tej mini blagajni. Lahko jih je več, tukaj jih samo s tem dodajate. No, potem imamo pa tudi glede izdajatelja pa izgleda računov, tukaj se bom pa malo bolj zadržala. V tem prvem delu se podatki o zavezancu, to je izdajatelj, praviloma je to tudi dobavitelj, če dela v svojem imenu za svoj račun, nastopa v tej vlogi pri izdaji računa. Podatki se predizpolnijo iz registra davčnih zavezancev. Če kaj ni v redu, je treba urediti v registru davčnih zavezancev. Kar se pa tiče statusa davčnega zavezanca, ali je identificiran za namene DDV ali pa ni, to pa je na strani uporabnika, ne. Sam kot uporabnik mora vsak uporabnik sam ustrezno določiti, ali pri
akcijah, ki jih izvaja tukaj v tem modulu, nastopa kot davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, ali pa kot mali davčni zavezanec, ki ni identificiran. Ne gre za to, da finančni upravi ne bi mogli zdaj tukaj pripeljati podatke, ali ima nekdo veljavno identifikacijsko številko, vendar zdaj govorimo o transakcijah, o posamezni izdaji računa, o potrjevanju računa, o izdaji računa. In zdaj, ko gremo, pa potem je pomembno, ko se te izdani računi prenašajo v evidence. Ker moramo vedeti, da v evidence DDV gredo samo tisti računi, ki jih izdate kot davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV. Vsi računi, ki jih boste izdali kot mali davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV, se ne bodo evidentirali v te evidence DDV. Ja, se bodo davčno potrjevali, bodo na tem seznamu izdanih računov, vendar ne bodo prišli v evidence. Zato na to bodite pozorni. Posebej morajo biti pa pozorni na to tisti, ki imate identifikacijsko številko z omejenim obsegom uporabe. Govorim o atipični identifikacijski številki. Torej, če ste identificirani samo zaradi določenih transakcij, zaradi pridobitve blaga ali pa samo zaradi opravljanja storitev v drugo državo članico davčnim zavezancem, in gre za storitve, za katere velja obrnjeno davčna obveznost, ali pa prejemate storitev od drugih davčnih zavezancev iz drugih držav, takrat bo treba te transakcije zagotoviti tudi v evidenci DDV. Če boste izdali račun, zdaj pravzaprav tako moram reči, v takem primeru atipični ste identificirani samo torej za določene transakcije. Za vse ostale, ki jih opravljate na ozemlju Slovenije, ste pa še vedno mali davčni zavezanec in ne obračunavate DDV. In vsi tisti računi, kot sem prej rekla, ki jih boste izdajali kot mali davčni zavezanec, ne bodo predmet evidenc DDV. Za tiste transakcije, za katere ste identificirani za DDV, je treba račun izdati tako, da se bo ustrezno evidentiral v evidence DDV. Če izdajate račun kot identificiran za namene DDV, morate tudi v nastavitvah pred tem označiti, da ste identificirani za namene DDV in ne pozabiti shraniti teh nastavitev. Če za davčnega zavezanca, na primer takega, ki je identificiran za namene DDV kot atipični, torej ima identifikacijsko številko samo za določene transakcije, pa če račune izdaja več operaterjev, mora tak uporabnik sam zagotoviti, da so o tem ustrezno obveščeni, da takrat, ko ima nastavitev, da je zavezanec za DDV, v tem času se ne izdajajo računi za dobave, ki jih opravi kot mali davčni zavezanec. Predno nadaljujem še pojasnilo glede primerov, ki jih navajam v nadaljevanju. Gre torej za testne primere, torej pri kupcu, tudi če je kje enak podatek, kot je davčna številka izdajatelja, upoštevajte, kot da je kupec drug davčni zavezanec, tudi glede navedbe količin ali pa cene dobavljenega blaga, lahko da ne ustrezajo dejanskim oziroma takim, kot se običajno uporabljajo. No, poglejmo zdaj glede nastavitev na primeru prevajalca z atipično identifikacijsko številko. Torej, primer prevajalca, ki je v Sloveniji oproščen obračunavanja DDV, je mali davčni zavezanec. Je mali davčni zavezanec in opravlja storitve prevajanja za prejemnika storitve, ki imajo sedež, prebivališče v Sloveniji in so končni potrošniki ali pa davčni zavezanci. Pred izdajo računa za te storitve mora uporabnik zagotoviti, da ima v nastavitvah označeno, da ni zavezanec za DDV. Torej damo tukaj ne in ne pozabimo to tudi shraniti.
Ti računi, ki bodo izdani v takem statusu kot mali davčni zavezanec, se ne bodo evidentirali v evidence DDV. Če pa prevajalec opravi storitev prevajanja za prejemnika storitve davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici in je zato tudi identificiran za tipično identifikacijsko številko, pa mora zagotoviti, da bo pred izdajo računa v nastavitvah tukaj označil, da je zavezanec za DDV. In tudi tukaj velja, da ne pozabimo to shraniti. Gre za storitve, za katere se kraj opravljanja storitve določi v skladu s prvim odstavkom 25. člena zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, po sedežu v prebivališču prejemnika storitve, davčnega zavezanca in velja obrnjena davčna obveznost. Predpostavka je, da ta prevajalec v tej drugi državi članici ni oproščen obračunavanja DDV po posebni čezmejni ureditvi za male davčne zavezance. Torej, da v tej drugi državi članici ni oproščen obračunavanja po čezmejni SME ureditvi. Pri izdaji računa za tako opravljeno storitev prevajanja bo izbral tip obdavčitve čezmejne dobave in na tem spustnem seznamu bo potem izbral neobdavčljivo storitve v drugo državo članico. To bom potem v nadaljevanju tudi še predstavila. Želim pa povedati, da s tem se zagotovi, da se bo v evidenco opravljene storitve, v evidenco obračunanega DDV, potem tak račun je ustrezno evidentiral v polju 10. Tako da glede navedb neobdavčljivo ali pa oproščeno pri tipu obdavčitve čezmejne dobave po spustnem seznamu, je pa treba upoštevati, da je ta aplikacija, ta vnosna maska podpira tudi davčno potrjevanje računov, ne? Tako da kar se tiče same terminologije, kdaj gre oziroma opredelitve transakcije, kdaj gre za neobdavčljivo ali pa za oproščeno dobavo, velja seveda tako, kot velja to po določbah zakona o davku na dodano vrednost. Kadarkoli se spreminja ta nastavitev, ne pozabiti na shranjanje, ker če boste samo poklikali, pa shranili spodaj, se vam ta zgornji zapis ne bo shranil, ne? Tako da tukaj bomo shranili, ne? Zdaj bom jaz tukaj pustila, recimo, da bomo najprej pogledali to, da če ni zavezanec za DDV, ne? Potem lahko uredite še vse ostale zadeve, lahko logotip novo in tako dalje, to ni nič novega, ne. Samo tole sem pa res moram posebej poudariti, ne, pri atipičnih, da se ustrezno, da poskrbite, da je ustrezno tudi takrat nastavitev narejena, ne. Ker kot sem povedala, za tiste dobave, za katere niste identificirani, ja, lahko izdate še naprej račune tukaj v mini blagajni, ampak poskrbite, da ste označeni, da niste zavezanec. Za tiste dobave, kjer pa ste zavezanec, pa je treba poskrbeti, da ste kot zavezanec za DDV, ne. No, zdaj namen te moje predstavitve je, da pogledamo zdaj, kako točno pa poteka zdaj sama izdaja računov. Zdaj, jaz sem na testnem podjetju, na mojem certifikatu delam za 2 podjetja zdaj testno seveda, no in moram potem paziti, ne, da tudi pravilnega izberem. Zdaj bomo delali na testnem podjetju 14. Testno podjetje 14, ja. Tudi poglejte, tukaj se vam lepo izpiše, a ne, pa gremo na izdajo računa. Na tem podjetju je bilo že kar nekaj izdanih računov, no, zdaj bomo pa nadaljevali naprej. Najprej izberemo tip računa. Izbira tipa računa je pomembna zato, ker vsak tip računa ima pač določene podatke, ki se že
programsko potem tudi kontrolirajo kot obvezni podatki na računu. Če izberem račun, ne navaden račun, potem na tem bomo zdaj naredili primer, ne bo obvezen podatek datum prejema plačila, ker datum prejema plačila je pa obvezen podatek, če izberem račun za predplačilo. Če izberem račun s predplačilom, bo na tem računu od vrednosti dobave potem odšteto ali poračunano predplačilo, in bo za plačilo samo razlika. Tako, torej izberemo najprej navaden račun. Vedno imate tudi, da pogledate, da delate na pravem zavezancu, na pravi davčni številki in ustvarimo en dokument. To pa je zdaj vnosna maska za izdajo računov. Zdaj, mogoče bi sem še to rekla, mini blagajna, je bila nadgrajena zaradi evidenc DDV, bila je pa narejena tudi tehnološka prenova, tako da je zdaj tudi tako oblikovno posodobljena, je bolj sodobna. Če se vam bo naredilo, ne vem, kako imate nastavitve, ampak če bo to premejhne črke, potem za Ctrl plus povečujemo ekran, za Ctrl minus si ga pa zmanjšujemo. Jaz bom zdaj za namen predstavitve pa res malo povečala. Seveda s tem, ko pa povečam, bom pa mogla potem malo dlje, se mi pol razširi izpis, ampak je pa bolj berljivo. No, zdaj pa, ko začnem z izdajo računa, izberem, to je tako, kot je bilo, moram to urediti, Jaz sem testna oseba, izdaja bo Ljubljana. Premikamo se spoli pod tabulatorjem, lahko tudi klikamo, ampak tabulator vas bo lepo vodil. Se pravi, jaz bom zdaj zaračunavala nekaj, kar je bilo, sem naredila dobavo v juniju. Interna oznaka, to je vaša oznaka, če jo rabite za namen svojega poslovanja, jo izpolnite, če pa ne, pa ne. Datum zapadlosti računa, tudi najbolj kar iz koledarja. Zdaj, kar se tiče tega podatka, datum plačila, to je edini podatek, ki se ne navede na računu, zato ga tudi po izdanem računu lahko še dodatno vnašate. Dan pa je zato, da si na seznamu računov lahko pregledujete, kateri računi so plačani. Pa recimo, da je bil račun plačan 2.7. Potem delamo, vedno morate opredeliti, ali delate v svojem imenu ali v tujem imenu, Jaz bom zdaj pač, da delam v svojem imenu, pa izberemo, kakšen status ima naš kupec, ali je končni potrošnik ali je zavezanec za DDV. Če je kupec končni potrošnik, lahko vnesete te podatke ali pač ne, vendar kode države kupca ne smete. Če bi bil recimo tukaj kupec slovenski, pa bi jaz tukaj izbrala kodo za Slovenijo. Če takoj, ko shranim, mi takoj javi, da ni dovoljen. V redu, bom odznačila, pa bom še enkrat shranila in zdaj je pa v redu. No, ampak zdaj recimo, da sem se jaz odločila, da bi pravzaprav bom izdala zdaj ta račun končnemu potrošniku, ker zdaj trenutno sem prijavljena, kot da nisem identificirana za namene DDV, kar pomeni, da tale račun tudi ne bo šel v evidenco. Pa bomo tudi to še zdaj pogledali. Bomo dali naročilo. Pač izpolnite ali ne. Glede tipov posebnosti, glede na to, da niste identificirani za namene DDV, praktično nimate prav dosti možnosti, glede samih obdavčitev, se pravi knjiga, 5 komadov, 42 evrov, lahko to je torej oproščeno, ker ste kot mali davčni zavezanec, ste oproščeni plačila DDV, in bomo lepo shranili podatke. Ker smo mali davčni zavezanec, moramo seveda tudi
dati ustrezno klavzulo, ne. Napišemo klavzulo o oprostitvi, ne. Shranimo. In zdaj v bistvu imamo že, račun na, statusu osnutek, a ne. Ko imamo račun na statusu osnutek, lahko zapustimo aplikacijo, kasneje pridemo, nadaljujemo in nas bodo ti podatki vsi čakali. Dokler je pa v pripravi, pa ne, a ne. Če bomo takrat prej prenehali, bomo pa pač tiste podatke izgubili, a ne. No, zdaj, se pravi, lahko damo kot oproščeno, lahko bi tukaj tudi dali, izdali račun, za pavšalno nadomestilo, a ne. Če bi šli za pavšalno nadomestilo, bi pa potem, če bi izbrali to opcijo, pa že ne bi imeli, bi pa lahko izbrali samo 8-procentni, eno 8-procentno pavšalno nadomestilo, pa vnesti bi mogli še številko dovoljenja pa datum, a ne. Ker pa zdaj delamo, brez posebnosti, a ne, pa lahko torej tukaj izberemo oproščeno, klavzulo smo naredili, račun je izdan končnemu potrošniku in gremo zdaj na shrani in izdaj. Podatek je shranjen in račun je izdan, zato je zdaj dobil, številko 13. In tale račun 13, ker sem ga izdala kot, neidentificirana, se mi ne sme sploh, pojaviti v evidenci, ne. Zdaj jaz lahko tudi grem to kar pravzaprav bom prej še natisnila račun. Še to pogledamo. To je ta račun, preden ga pošljemo, lahko še preverimo, če bi bilo kaj narobe, pa ne moremo več podatkov spreminjati, potem pa moramo, narediti storno računa, a ne. Zdaj mogoče bi jaz šla še najprej tukaj. Bomo najprej še pogledali, rekla sem, da ta račun številka 13 ne sme priti za razvrščanje v evidence. Tukaj imamo seznam računov, no, in 12 je še, a ne. To sem že prej nekaj delala, 12 je še, 13 pa ni, a ne. In to je prav. Vsi tile računi, ki so tukaj, a ne, so bili izdani, ko je bilo to podjetje v vlogi identificiranega za namene DDV, prejle smo pa izdali račun kot malega davčnega zavezanca in ta ni predmet evidenc. To smo videli. No, zdaj, ker ni predmet evidenc, a ne, gremo nazaj na izdajo računa. Zdaj jaz lahko ugotovim, recimo, ko ga pregledam, jaz lahko ugotovim, da pa tale račun sem pa čisto narobe izdala, a ne, in ga bom stornirala. Bom kar na tem primeru pokazala in posebej poudarila, a ne, vidite, da se ne da nobenega ne morem popravljati podatka, razen datum plačila sem rekla, da bi lahko še spremenila, a ne. Zdaj, ko ga bom pa stornirala, pa obvezno moram uporabiti gumb storniraj in popravi, ne. Ne iti s kopiranjem, moramo iti s storniranjem in popravi, ne. Zdaj, ker mi imamo, račun pripravljen za izdajo popravka računa, se pravi, ker sem dala storniraj, bom izdala zdaj celoten storno, se mi pripravijo vsi podatki za storno tega računa, ne. Tako, in zdaj bom, lepo samo še shranila te podatke, ne. Zdaj, ko sem pa shranila podatke,
Jaz malo premikam po ekranu, ampak zdaj, ko sem shranila te podatke, se mi je pa naredila povezava na račun, ki ga storniram sedaj, a ne. Zdaj imam pa dve možnosti, ali pustim pa v celoti storniram, pa grem potem nov račun izdat, ali pa mogoče tukaj samo storniram samo manj, recimo, če sem dobavila pet knjig, a ne, pa sem eno preveč zaračunala, a ne, mogoče, da sem dobavila samo eno, bom zdaj pač 4, bom tule popravila, ne, pa bi dala samo 4, ne. Lahko bi pa celoten račun stornirala, ne. No, in bom spet shranila tako. Zdaj bo na mojem popravku, a ne, s tem računom bom popravljala. Seveda, ker ga še nisem izdala, še ni dobil svoje številke. Zdaj bom ta račun še mogla izdati. Popravek računa smo izdali. Na popravku računa vidimo, da se veže na ta račun, ne. Povezano je s tem računom. Poglejmo še, ga bomo še izpisali. Pa da še poudarim, a ne, da na račun popravek, a ne, smo dali popravek, v bistvu je to dobropis, a ne, za 4 knjige, v tem primeru. In tukaj imamo tudi navedeno, da gre pri tem popravku številka 14 za popravek računa številka 13, a ne. Tako da v bistvu se vsi podatki prenesejo. No, tukaj so podatki zaradi davčnega potrjevanja ZOI pa QR-koda. No, tukaj se pa vidite, imamo pa tudi tole kodo za UPN. Če boste v nastavitvah navedli transakcijski račun, a ne, v nastavitvah, potem se bo tukaj pripravila ta koda, UPN koda za plačilo. Če pa ne boste, če boste pa transakcijski račun vnesli v mnogo dokumenta ali tega računa, takrat pa se vam pa to ne izpiše. Tako da ne pripravi, no. Tako da vse to, a ne, je v navodilih tudi navedeno. Jaz sem tukaj zdaj želela samo poudariti, da če delate popravke računa, dajte delati obvezno z uporabo gumba storniraj popravi, ne. Tako. In tudi ta račun, a ne, glede na to, da sem tudi ta popravek naredila, zdaj imam že 2 taka računa, 13 račun pa 14 popravek, ta 2 torej ne gresta v evidence obračunanega DDV. No, zdaj sem pa jaz postala davčni zavezanec identificiran, moram iti nazaj na prvo stran, na ureditev in tukaj spremeniti svoj status v davčnega zavezanca, ki je identificiran za namene DDV, in shraniti to. Jaz kar 2-krat shranim. Dovolj je enkrat, a ne. Ampak zdaj pa bom spet izdajala račun, ne. To vemo, a ne, da če račun lahko samo enkrat storniramo, a ne. Zdaj bom pa še enkrat izdala račun, pa ga bom izdala kot identificirana za namene DDV. Zdaj sem pa že, imam lepo napisano, da sem identificirana za namene DDV. Ti računi, ki jih bom pa zdaj izdajala, ja, te morajo iti pa vsi v evidenco DDV, ne. Zdaj, da za namene testiranja, jaz lahko tudi grem takole, glejte, da grem, pa tudi tako, a ne, da grem na shemo, na seznam, no, pogledam si en račun, pa mogoče bom enega drugega izbrala, bom dala enega tazgale. Vzamem en račun, a ne, podatki, tukaj imam sicer samo, ja, v redu bo. Kopiram
In zdaj imam že kar precej podatkov noter vnešenih, da ne rabim vse pretipkavati. V redu, zdaj imam že, zdaj bom dala samo, tule sem pa naredila dobavo, recimo sem ga pa 20.6. dobavila, pa bo interna oznaka mogoče 8, zapadlost lahko bomo pa še to popravimo. Potem izdajamo v svojem imenu, tukaj imamo eno drugo pogodbo. In bomo pa dali najprej, da ni posebnosti. Tako. Zdaj je v pripravi in če zdajle zapustim aplikacijo, bomo vse podatke, bom raje shranila. Seveda, ko shranim, mi javi, katere podatke je še treba vnesti, ampak pojdimo lepo po vrsti. Zdaj, če bo kupec končni potrošnik, enako kot sem prej rekla, se pač izpolnijo ti podatki ali ne, ne smete pa kode države, če je kupec končni potrošnik. Zdaj bomo pa rekli, da je kupec zavezanec za DDV, in če je zavezanec za DDV, pa ne bomo mogli shraniti, brez da bi, oziroma tudi če shranimo, a vidite, ker nimamo teh obveznih podatkov vnešenih, nam je zdaj račun prišel v status v pripravi, torej teh podatkov nimamo zdaj kot osnutek, zato moramo zagotoviti, da so vsi ti podatki vnešeni. Zdaj pa, glede vnosa podatkov o nazivu, naslovu pa davčni številki, za davčne zavezance slovenske, oziroma tisti, ki so vpisani pri nas v RDZ, naš register davčnih zavezancev, te lahko iščemo s pomočjo iskalnika. Lahko vnesemo tukaj naziv, lahko pa vnesemo samo davčno številko. V vsakem primeru, jaz bom zdaj vnesla eno mojo davčno številko, ki je tudi testna številka, in meni se je pojavilo to testno podjetje prikazalo, in ga bom potrdila. Če izbirate pa po nazivih, pa če ne boste dali točnega naziva, se vam bo mogoče tukaj več teh pokazalo, ampak izberete potem tistega, ki je za vas ustrezen. S tem so se mi zdaj že lepo vsi podatki prenesli. Zdaj bom jaz to kar shranila, ker me moti, ker so vsa polja ustrezno izpolnjena, a vidite, da na tem delu smo zdaj pravilno naredili. Tudi, če bi pa ročno vnašali, bi ravno tako lahko tudi, ker ste ročno vnašati, pa potem, če boste kodo ročno vnašali, potem bi morali tukaj, se to lahko tudi zdaj še pokažem, potem bi imeli, če bi šli v ročni vnos, bi to vse ročno vnesli, kodo države bi mogli pa izbrati, in sicer ali iz seznama, ker tukaj so pač vse države navedene, pa bi napisali, če bi vedeli, če imamo kodo, jo vpišemo, pa potem potrdimo, če pa kode, če je kakšna taka država, pa mogoče lahko tudi kar vpišemo državo, pa najdemo, ker kodo države kupca, ta aplikacija, na vnosni shemi jo je treba vpisati v vsakem primeru, če je kupec zavezanec za DDV. Potem, ko se pa ti podatki prenašajo v evidence, se pa ustrezno prenesejo glede na zahteve za izpolnitev polja kode države v evidencah. Tam je posebno polje za vnos kode, ampak tam se prenese samo, če je koda države članice EU, ali Slovenija ali pa kakšna druga država članica. Za tretje države se pa tja ne prenaša, ampak se potem pripiše davčni številki. In zdaj bodite tudi pozorni, ko bomo to izdali račun, bo ta koda države, to je v bistvu predpona identifikacijske številke, se bo to pripisalo k davčni, in ker je kupec zavezanec za DDV, bo imel napisano na izdanem računu SI pa davčno številko. Zdaj, če ni posebnosti, potem jaz tukaj lahko še dodajam, seveda moram pa stopnjo pa izbrati, za omaro bo 22%, zdaj bi pa že moglo biti v redu. Ja, tako, ker to napako mi drži, dokler popravka ne shranim, tudi če ga samo vpišem, se mi še ne bo odstranila, moram še shraniti.
Potem pa seveda ustrezno še dodajam. Tisto, kar bi želela posebej opozoriti, je recimo, ker tukaj sem na takem, tukaj v bistvu pod tem tipom ni posebnosti, se zaračunavajo v bistvu domače dobave, za katere nimamo nobenega od drugih tipov posebnosti. Mi imamo še dobave za obrnjeno davčno obveznost po 76a členu možno tukaj račun izdati, a ne? Tukaj vemo, da mora biti, da se DDV ne obračuna, se samo prikaže, pa kupec mora biti identificiran v Sloveniji. Potem imamo posebne ureditve posebej, to je tudi bilo potrebno posebej ločiti, ker vemo, da vrednost na računu za opravljeno dobavo ni še davčna osnova, davčno osnovo potem zavezanec ugotovi v svojem knjigovodstvu, radi rečemo, da je to razlika v ceni, a ne? In potem to, ko ugotovljeno, pri posebnih ureditvah, ko označimo posebne ureditve pri tipu obdavčitve, se potem DDV seveda ne obračunava. Davčno osnovo in znesek DDV se potem pri tem računu vpiše v evidenci obračunanega DDV z ročnim vnosom. Še ena posebnost je oproščena s pravico do odbitka. Tukaj sem rekla, da ker ni posebnosti, tukaj so samo dobave, ker je kraj dobave v Sloveniji, in tole oproščeno s pravico do odbitka so pa v bistvu, tukaj gre za te oprostitve po 54. členu v okviru diplomatskih pa konzularnih odnosov, a ne? Tako da v bistvu gre, to je en od primer teh, a ne? Je pa posebej tip posebnosti zato, ker se pač te morajo tudi potem v evidenci odbitka evidentirati v polje 7. Polje 7 evidence odbitka, evidence obračunanega DDV. V polje 7 evidence obračunanega DDV se evidentirajo tiste dobave, ki so obdavčene, noter se evidentira tudi izvoz, ki je oproščen s pravico do odbitka, ampak poleg izvoza je še nekaj transakcij takih in te imamo pa zdaj tukaj posebej oproščeno s pravico do odbitka. Ampak tukaj izvoz ne gre tukaj, izvoz je v okviru čezmejnih, tako. Potem tukaj imamo pa še potem te čezmejne dobave, to bom še potem pokazala, ker so tudi spustni seznami potem naprej kar obsežni. Zdaj, tukaj, ker ni posebnosti, zdaj smo tukaj vidimo, da imamo oproščene s pravico do odbitka, ker pa, ko smo pa na tipu obdavčitve ni posebnosti, pa vnašamo oproščene brez pravice do odbitka, na primer zdravniški ali pa ali pa, kaj vem, storitev izobraževanja, se bom dala kar tlele, čakajte. Mogoče eno oproščeno, brez pravice do odbitka, to so torej tiste, ki iz 42. člena, ampak tukaj moramo zdaj dati pa oproščeno, se DDV ne obračuna. To so te brez pravice do odbitka iz 42. člena dejavnosti v javnem interesu, torej potem pa še te iz 44. člena, oproščene finančne, oproščene zavarovalne ali pa recimo dobava teh starih nepremičnin, da če ni predhodnega dogovora, pa niso obdavčene z DDV-jem, ampak so oproščene. Tako da te oproščene brez pravice do odbitka vnašate pod tip ni posebnosti, in na spustnem seznamu ustrezno označite. Zdaj, če bi tukaj bila še kakšna taka druga dobava, ki bi bila neobdavčena, jo tudi lahko še dodamo, tako da potem vse, kar imamo, čakajte, mogoče bi res tlele še dodala še eno knjigo
za v omaro malo več. Komadi. No, takole, 5% je, ne, knjiga je pa 5%, ja. No, zdaj imamo že več, lahko bi še potem še kakšno hrano ali pa karkoli ali pa neobdavčeno. Ko vse to naredimo, lahko damo še med. Takole. Lahko se potem naknadno še kakšen popust damo še. To se lahko še dodajamo, dokler ni račun izdan, lahko še vse dodajamo, lahko se še vse kakšno postavko zbrišemo in kakorkoli, ne. Dokler smo mi v fazi osnutka, vse lahko, ko vnesemo, shranimo, ne. Zdaj, ker sem tukaj vnesla eno oproščeno dobavo, moram dati še klavzulo, ker zdaj imam pač tako kombinacijo, da jih je več takih in drugačnih, bom kar takole napisala, oziroma tako bom naredila zaporedna 2, ne. Ne. Tako da vemo, ne, da bo ta klavzula gre tukaj za oproščeno. Tukaj, ko zbiramo, imamo, ampak potem, ko bo pa na računu, bomo pa videli, da tam pa se tole oproščeno malo drugače navaja. Ni bilo možno drugače, ker ko bomo pogledali te spustne sezname za čezmejne dobave, bomo videli, da so tudi tukaj teksti kar dosti obsežni, V redu, zdaj bomo to shranili in izdali. Račun je izdan, zato je zdaj dobil svojo zaporedno številko. In če ga še natisnem, pogledam, ne, vidite, da tam sem omenila, da je koda tale SI je v posebnem polju, ampak lepo se navede kot identifikacijska številka, navede se dobava. Zdaj tukaj je še ta tabela združeno, ker če bi bilo več, več po eni stopnji pa tako, bi se tukaj potem, bi bilo več teh postavk, pa bi bilo potem tukaj združeno, Tako, to je izdani račun. Se pravi, nekaj imam obdavčene dobave, nekaj oproščene, izdala sem kot identificiran za namene DDV in ja, ta račun mora iti v evidence DDV. V evidencah DDV, ko grem na izdane račune, ga tukaj poiščem, zdaj sem jaz na računu. Zdaj je bil račun 15, ne, 15. 15, vmes mi pa manjkajo, vidite, 13 pa 14 ni gor, sem rekla, zato ker 13 pa 14 sem izdala kot, da nisem identificirana in je prav, da manjkajo, Na temle pregledu računov za oddajo evidenc bo kakšen manjkal, če bi v takem primeru, da bi pač zavezanec imel tako poslovanje, da izdaja tako račune z DDV-jem pod identifikacijsko številko kot ne. Tale seznam je samo za namene uvrščanja evidenc, Tukaj vidite, da mi manjka. Če grem pa na izdajo računa, tukaj imam pa vse, To je pa tukaj si pa morajo že zaradi davčnega potrjevanja vsi slediti, V redu. Zdaj bomo pogledali tukaj, se pravi, sem rekla 15, me zanima, kako je se tukaj evidentiralo. Zdaj, ja, poglejte,
polja so določena za evidence in ni jih tako malo, ne. Teh polj je kar veliko. Jaz imam zdaj še malo povečan ekran, da se ampak mislim, da je bolj berljivo, ampak vidite, da teh polj je veliko. S tem, ko pa je v vnosni maski določen tip obdavčitve in v okviru tipa obdavčitve so še spustni seznami, pa če upoštevate vse te da pravilno opredelite, glede na opise tudi, potem se bodo podatki o računu programsko uvrstili. Tale račun 15, smo rekli, da. No, tukaj vidite, se pa pri kupcu spet mora posebej koda vpisati, pa posebej davčna številka. Tukaj v vnosni shemi se še napiše SI Slovenija. Samo ko se bo pa to uvrstilo v evidence in ko se bodo evidence poslale na e-davke, se bo pa pošiljala samo SI. To so samo zdaj vnosne maske, No, imeli smo na računu obdavčeno dobavo, ta gre v polje 7, imeli smo oproščeno brez pravice, gre v polje 9, in imeli smo vse 3 davke, obračunan DDV, pa potem med, pa knjiga, tule pa omara, ja. No, tako. Tale rdeči znak pa pomeni, da jaz tukaj ne morem nobenega podatka več popravljati. Edino, kar lahko naredim, tudi ne morem nikamor več vnašati, edino, kar lahko naredim, je, da če bi jaz ugotovila, da sem dobavo opravila že v preteklih mesecih, recimo aprila, pa ko me zdaj izdajam računa, pa zdaj, ko me vnašam noter v evidence, potem bi tukaj izpolnila vrednost, v načinu obravnave vrednost 2. V takem primeru bi tukaj vnesla davčno obdobje, to je tisto, kdaj bi davek po tem računu moral biti plačan, in vnesla bi še znesek davka. Prej navedena vrednost 2 davčni zavezanec lahko izbere, če se želi razbremeniti odgovornosti za prekršek po 88b členu zakona, ki ureja davek na dodano vrednost. Ni pa nujno, da izbere to vrednost. Če pa je vse v roku, potem pa tega ne navajamo. Tukaj imamo pa še opombe, bi lahko še kakšen podatek noter vnesli, ker nisem nič dodajala, nič spreminjala, ne rabim shranjevati. Če bi tukaj dala način obravnave, pa bi potem morala vse to shraniti, Tako da v bistvu vidite, da se zdaj je pač sistem, ko se tam opredeli transakcija, se pač evidentira v polja. No, če boste pa izdali kakšen račun iz druge aplikacije ali pa kako drugače, potem boste pa tukaj pa naredili pa ročen vnos, Potem bi šli pa na, se pravi, tega smo pogledali, je v redu, ampak potem, kar se tiče izdanih računov, bi šli pa tukaj na izdani račun, in bi šli na ustvari dokument, Tukaj pa zdaj s to akcijo pa dobimo vnosno shemo, da vnesemo podatke ročno, ko pa ročno vnašamo, pa moramo paziti, v katero polje vnesemo. Moramo pa sami pravilno opredeliti, podatki o dokumentu, podatki o kupcu, Potem moramo pa vedeti, kam gre osnova izračuna, Vse to, kam se vpisuje, v bistvu tukaj vam bo v pomoč tudi v navodilu, smo tudi že napisali, glede na tip obdavčitve, saj tudi če ročno vpisujete, boste pred sabo mogoče imeli račun z obrnjeno davčno obveznostjo. In vam bo v pomoč tudi v navodilih smo napisali, kam se vpiše vrednost dobave, v polje 11a, v polje 11a obračuna gre, tlele gre pa v polje 8, Tako da
si tudi s tem lahko pomagate. Predvsem pa tam uvodoma, ko sem pokazala, so primeri na podrobnejšem opisu DDV, imate tudi primere, ker so poslovni dogodki navedeni in je tudi lepo razloženo, katera polja grejo za katero dobavo. Tukaj smo zdaj na izdanih računih, tako da v tem delu pa ja. Polj je toliko, kolikor jih je predpisanih. Zdaj, če bi jaz to malo, toliko jih imamo, mogoče lažje za videti, ampak toliko jih je. In zdaj to je treba, toliko je za vse možne transakcije, vi boste pa pač za tiste vrste dobave, ki imate, si boste pač vnašali. Vsi ne pridejo vedno, pa redko vsi, da bi vse polja izpolnjevali. Lahko pa tudi. Čakajte, zdaj moram pa jaz nazaj povečati, da bomo bolje videli. Tako, se pravi, zdaj smo pogledali tisti račun 15. Zdaj želela bi vam še pokazati, zdaj moram iti spet nazaj na izdajo računa. Tukaj sem rekla, da so pa vsi računi lepo sledijo po zaporedju. Recimo, bom še enkrat, pa bomo še tega si pripravili, pa bomo kar, zdaj bom pa skopirala podatke. Kot sem prej rekla, pa še enkrat poudarjam, če izdate račun nepravilno in morate narediti popravek, morate iti za storniraj in popravi. Samo tako se bodo vsi zneski pa vse pravilno evidentirali. Če pa želimo iz enega računa si narediti, pripraviti podatke, takrat bomo šli pa v kopiraj. Podatki so samo pripravljeni in so v fazi v pripravi. Torej, če gremo ven, jih ne bomo več pol dobili, ko pridemo nazaj v aplikacijo. Zdaj jih bomo pa ustrezno popravili. Mogoče tisto, kar bi zdaj želela povedati, v redu, mogoče zdaj bomo pa malo skrajšali. Omaro pa knjigo bomo pustili. Pa oproščene, pazite, ko kopirate, pazite, poglejte tudi končni tekst, da vam ne bo ostala kakšna klavzula, ki ne sodi k tej dobavi, ki jo sedaj delate. To smo pustili. Tukaj imamo še en vpis cene na 4 decimalke. Tole lahko povem, da je bilo dano zaradi tega, ker so nas nekateri uporabniki obvestili, da imajo cene določene na 4 decimalke, mislim, da je bilo to mleko takrat, in bila je velika količina in je bilo treba pač tudi tako ceno, vnos take cene jim zagotoviti. To je samo, če rabite, drugače nastavljeno je zaokroževanje je na 2 decimalki. Ampak tudi, če vnesete na 4 decimalke, boste vnesli samo ceno na 4, pa se vam bo pol itak vse naprej pravilno zaokrožilo. Zdaj sem si pripravila pa še en račun, s tem, da podatke za en račun, pa bom kar shranila, s tem, da zdaj imam v osnutku, bom pa zdaj izdala v tujem imenu za tuj račun. Zdaj, ko izdajam v tujem imenu za tuj račun, je pa zadeva taka. Jaz sem sicer tukaj še navedena na vnosni maski, da sem jaz dobavitelj, ker to je pa samo vnosna maska in se mi ta podatek prepiše s certifikata. Ampak osebo v imenu in za račun, katere izdajam, bom pa tukaj zdaj vnesla podatke. Bom rekla, da je davčni zavezanec. Ravno tako želim videti, prenesti podatke s pomočjo iskalnika. Imam to testno podjetje, izberem in se mi bo vse preneslo noter. Ker sem rekla, da je davčni zavezanec, je identificiran za namene
DDV. Zdaj bom pa lahko še vnesem odgovorno osebo. Zdaj bom pa tako rekla, vidite, tukaj zdaj vnašam podatke o dobavitelju v bistvu, ne. Zato tukaj, ker sem vnesla podatke, v bistvu nisem dodala kode države, ne. Nisem dodala kode države, če bi dala takole ne, da. Ne, se pravi, če je ne, je to davčna številka, če je da, mora biti to identifikacijska številka za DDV, ne. In zdaj, ko to izdam, ne, ko izdam ta račun, pa bo to dobavitelj, jaz sem pa izdajala v njegovem imenu, bom pa spodaj navedena, ne. Tako da zdaj, če jaz izdam, shrani in izdaj, ja, seveda, tukaj moram izbrati še stopnje, če slučajno pozabim, me pa opozori, tako. Če bi še kakšen drug podatek manjkal, a ne, bi se tudi tukaj ustrezno se me opozorilo. Zdaj pa tako, na vnosni shemi sem jaz tukaj sicer navedena kot dobavitelj, ampak to je samo vnosna shema. Navedeno je, v katerem, kako izdajam račun, a ne, za koga izdajam račun. Kadar izdajam račun v tujem imenu za tuj račun, moram tudi paziti pa pogledati, da nimam v nastavitvah slučajno svoje noge. Za izpis računa moram prej pač tam svoje nastavitve umakniti, a ne. Ko bom pa račun zdaj še natisnila, vidite, zdaj na natisnjenem računu so pa podatki o tej osebi, ki sem jo prej vnašala v imenu in za račun, katere izdajam, pa je tudi IDZ-DDV, ker sem ga tam označila, da je IDZ-DDV, ne. Čeprav sem imela vpisano samo njegovo davčno številko, ampak na računu mora biti to identifikacijska številka, ne. Zdaj, transakcijskega računa nisem vnašala noter, a ne, ampak praviloma seveda se navede, a ne. Potem izdajala pa sem jaz kot testno podjetje 13, ne, jaz sem testno podjetje 14, a ne, in se mi lepo izpiše v imenu in za račun dobavitelja testno podjetje 13, je račun izdal torej testno podjetje 14, a ne, pa kdo, ne, ker more biti to more biti navedeno, ne. Mora biti navedeno na računu. Zdaj je pa tako, a ne, tukaj sem jaz izdala račun za drugega dobavitelja in ta račun trg, ima končnico 16, to ni račun, ki bi šel v moje evidence, ne. Ta račun sem jaz izdala torej za drugega, mu ga bom poslala in ga mora on sam potem vnesti v evidenco. Če bo on uporabnik, tudi če je on uporabnik mini blagajne, ga bo mogel ročno vnesti, a ne. Lahko še preverim, ampak v evidenci DDV jaz tega izdanega računa 16 nimam, a vidite, ne. Imam ga pa na seznamu računov. Tukaj ga pa imam, a ne, ker sem ga jaz izdala, ne. Pa je tudi podatek, da ga izdajam v tujem imenu za tuj račun, ne. No, potem zdaj smo pogledali primer izdaje računa, čakajte, bom jaz zdaj kar tule še enega vzela. Ne, ta je brez, tukaj nisem bila zavezanka. Malo si želim poenostaviti, da ne vtipkavam toliko. V redu. Lahko vzamem zdaj še tele podatke, ja, bom še dokaj skopirala. Tako da malo si poenostavim sam vnos, a ne. No, tukaj bom spet izdala dobavo za
30.6. recimo, ali pa 12.6., a ne. Pa recimo, da je danes plačano. Zavezanec sem za DDV, ne. Zdaj pa moj kupec je pa iz Italije, iz druge države članice, a ne. Zdaj, ker je pa iz druge države članice, veste, je pa treba vse te podatke ročno vnesti, a ne. Jih ne boste mogli z tem iskalnikom, razen če bi bil on pri nas vpisan v register, a ne. Zdaj pa izdala bom v svojem imenu, a ne. No, ampak zdaj bom šla recimo, zdaj sem že na enem primeru računa za čezmejne dobave. Pa mogoče je res bolje, da grem kar, vsi to imam zdaj še v pripravi, še ne bo, nikjer ni podatka, ampak jaz želim izdati po obrnjeni davčni obveznosti, ne. Tukaj mi s temi podatki ne bo možno izdati računa, zato ker mora biti pri obrnjeni davčni obveznosti mora biti tale kupec tudi slovenski davčni zavezanec, a ne. Tako da bom jaz to vse zdaj lepo pobrisala. Da bom še tukaj tudi dala na nastavitev. Takole. In zdaj bom jaz tukaj izbrala spet slovenskega davčnega zavezanca, kupca. Kaj sem zdaj naredila? Izberi, ja, tako, nisem prav potrdila. Zdaj pa imam prav, tole opozorilo je še od prej, ga bom jaz shranila. Tako, se pravi, zdaj imam obrnjeno davčno obveznost, izdajam pa drugemu davčnemu zavezancu. Storitev bom naredila. Recimo, da gre za gradbena dela, so pač obdavčena po splošni stopnji. Da gre za take vrste storitev. Končni tekst moram še, ker tukaj je pa obvezna klavzula. Takole. Shranim in zdaj imam pa vse, a vidite. Ker imam tip posebnosti obrnjena davčna obveznost, se mi DDV ne obračunava, ne, in imam klavzulo, račun shranim, izdam. Da ga moram še natisniti, seveda. Ga pogledam. Ne, tukaj pa je DDV samo prikazal na računu, ne števa se pa v znesek za plačilo, se pravi trg 17. Račun, če grem pa na evidenco, pogledam si še tukaj ta račun. In vidim, a ne, da se je pač vrednost evidentirala v polje 8, ki je za to predpisano, podatki o računu o kupcu, pa v polje 8, vsi ostali podatki, a ne, so pa prazni. Potem, če pogledam še, grem še račun, še en račun, pa mogoče bi kar tega zdaj si vzela, da si malo skrajšam, malo poenostavim, no. Kopiram. Zdaj bi pa mogoče, smo rekli, obrnjeno davčno obveznost smo pogledali, no, zdaj pa poglejmo še posebne ureditve. Ne, rabljeno blago, posebne ureditve, zbirke starine, potem za posebne ureditve za potovalne agencije, a ne. Se pravi, zdaj recimo bom jaz rekla, da je kupec je končni potrošnik, da si bom to zdeletirala, zdaj moram dati nazaj. Tako, kupec je končni potrošnik, pa recimo, da bom imela eno rabljeno blago, recimo
Ja, omara. Takole. Takole. Moram paziti, da ker kadar kopiram, vedno moram paziti, da bom pravilno klavzulo navedla, ne. To so kar tako. To smo zdaj uredili. Bomo shranili. Tukaj tudi je opozorilo, a ne, da je treba dati ustrezno klavzulo, ne. No, zdaj pa pogledamo še račun. Izdam še račun. Natisnem. To so pa zdaj posebne ureditve. Tukaj smo zaračunali za 5.000 evrov, vendar teh 5.000 evrov ni davčna osnova, ne. Gre za posebne ureditve, za katere se potem DDV obračuna od davčne osnove, a ne, ki se določi v skladu z določbo zakona. Radi rečemo, da se pač ugotovi razlika v ceni, ne, to je bolj tako pogovorno. Pač se ugotovi v skladu z določbami zakona. In samo, zdaj je pa tako, a ne, v ta naš račun, čakajte, zdaj sem na evidenci, ja. Ta naš račun bo tukaj evidentiran, ampak poglejte, vnesli so se podatki o tem, o računu, a ne, nimamo pa, vrednosti se pa niso prenesle, ne. In ja, to je pa prav, da se niso prenesle, ker kot sem rekla, bomo morali za rabljeno blago to zdaj sami vnesti, a ne, ugotoviti davčno osnovo v svojem računovodstvu, ne, pa recimo, da bi zdaj ugotovili, da imamo tulele čisto eno malo razliko v ceni smo dosegali, mogoče samo takole. Moramo to vnesti razliko, davčno osnovo v polje 7 in bomo tudi obračunan DDV bomo tudi vnesli tukaj v polje 14, a ne. To je pa edini tip računa, kjer je na vnosni maski dovoljeno, da vnesemo davčno osnovo. Dovoljeno je pa zato, ker mora biti dovoljeno, ker znesek za plačilo še ni davčna osnova. No, ko vnesete noter, tukaj, to je pa zdaj ročno vnos smo naredili, a ne, nas tudi opozarja, da preverimo, ne. Ta opozorila niso, to ne pomeni, da je napaka, ampak pač se opozarja, gre za ročen vnos, pa da smo pazljivi, ne. Tako, to bomo zdaj shranili. In ta podatek je zdaj shranjen in je pripravljen za poročanje, ne. Tako da, če boste izdajali račune s tem tipom posebnosti, ne, potem dajte biti pozorni, pa ne pozabiti, da je pa tukaj pa je treba davčno osnovo še evidentirati. No, potem imamo pa še, sem še tegale skopirala, potem imamo pa tukaj še, imamo še oproščenost pravico do odbitka. Tukaj sem prej omenila, a ne, da tele oproščene s pravico do odbitka, to so te oprostitve po 54. členu v okviru diplomatskih pa konzularnih odnosov recimo, ne, in te se tudi potem v polje evidentirajo v evidence v polje 7, ne. So pa oproščene, seveda potem davka ni, a ne. No, potem imamo pa še čezmejne dobave. Tukaj pri čezmejnih dobavah pa bodite pozorni, ker je narejen še spustni seznam in to je kar obsežen. Obsežen je pa zato, ker nekako je bilo treba strukturirati te podatke. So pa te čezmejne dobave niso tako pogoste.
verjetno predpostavljamo, no, da pri zavezancih z manjšim obsegom poslovanja bodo bolj pogosti računi za dobave na ozemlju Slovenije, seveda pa lahko pride tudi do teh čezmejnih, a ne. No, in če pa pride do tega, a ne, pa dajte res biti pozorni, da se poleg tega, da izberete tip, da tudi pravilno evidentirate glede na to, kakšno dobavo opravljate, a ne. Zdaj, če opravite neobdavčljivo dobavo, a ne, če boste tukaj izbrali neobdavčljivo dobavo, potem boste ker je neobdavčljiva dobava blaga na daljavo, ne. Vemo, da se ta neobdavčljiva dobava blaga na daljavo, to se evidentira se je zdaj evidentirala v obračun v polje 13 in se zdaj evidentira v evidence v polje 12, ne. Tukaj vidite pa ravno, ne glede na to, da je to neobdavčljivo v Sloveniji, neobdavčljivo je samo v Sloveniji zato, ker ni kraj dobave v Sloveniji, vendar pri teh čezmejnih pa se tudi te dobave, ti računi morajo evidentirati. Že zdaj ste jih morali imeti v svojih evidencah, ker ste jih evidentirali v polje 13. Tisti, ki za dobave blaga na daljavo obračunate DDV po posebni unijski ureditvi VEM-OS, pa na spustnem seznamu izberete neobdavčljivo zunaj Slovenije s pravico do odbitka. To je pa novo. Dobave s pravico do odbitka DDV, pri katerih je kraj dobave zunaj Slovenije, se v evidenci obračunanega DDV namreč sedaj evidentirajo v polje 27, in sicer neobdavčljivo dobave izven Slovenije s pravico do odbitka DDV, in to izberite na spustnem seznamu za tiste čezmejne dobave s pravico do odbitka, ki se ne uvrščajo v nobeno drugo opcijo, navedeno na tem spustnem seznamu. Tako da, če zdaj pogledam eno tako čezmejno, tukaj se ne zahteva klavzula, ne, bomo samo shranili, izdali, natisnili si ta račun, ga pogledam. Je za 5000, a ne. Zdaj pa takoj pogledam še v evidenco na izdane račune. To je pa zdaj tale 19, a ne. Tukaj je pa šel v polje, vidite, 5000 v polje 12, ja. Pa podatki so gor o listini, kupca pa nismo imeli vnešenega, ne. Zdaj, če grem nazaj na izdajo računa, spet bom kar tegale si vzela za osnovo, skopiram, pa da še pogledam malo, sem še vedno na čezmejnih dobavah, a ne. No, pa recimo, če bi delala dobavo blaga z montažo, ne, tukaj ravno tako shranim. Ravno tako grejo ti podatki grejo v evidence, zdaj ste jih imeli v obračunu v polju 14, a ne. Zdaj bomo pa imeli tukaj, gledamo še račun, ja, zneska nisem nič spremenila, 5000, ampak je račun 20. In ko ga grem v evidence pogledat, je pa tale. Pogledam, je pa v polju P13 more biti. Je pa tukaj, vidite, vrednost dobav blaga z montažo, instaliranjem, ne. To pa podatki so o računu, o listini. Tako, ne. Tako da želim samo to vam pokazati, a ne, da s tem, ko mi pravilno tukaj označimo, se nam potem tudi podatki naprej pravilno evidentirajo, a ne. Ravno tako recimo
neobdavčljivo zunaj Slovenije z pravico do odbitka. No, tole pa je novo, ker do zdaj pa tega v obračunu ni bilo, ne. To je to, v evidencah je pa zdaj to polje 27. Novo je torej novo polje 27 v evidenci obračunanega DDV. Podatki iz tega polja pa se ne prenašajo v obračun DDV. To gre za te dobave zunaj Slovenije s pravico do odbitka. Pa poglejmo še primer izdaje računa. Zdaj bom pa šla kar na nov dokument. Račun bomo še naredili za izdaje je. Devet. Datum zapadlosti. Izdajamo torej v svojem imenu. Ne rabimo začetnega teksta, ker bomo šli kar tlele na čezmejno dobavo. Se pravi, želela sem pokazati zunaj Slovenije, tole, neobdavčljivo oproščene tristranske, oproščen izvoz. Želela sem pokazati tlele, dobavo blaga smo. Neobdavčljivo zunaj Slovenije s pravico do odbitka, ne. Tole je pa zdaj v bistvu, tale podatek zdaj ni bil v obračunu DDVO, je pa zdaj predpisan v evidencah, je pa v polju 27, a ne. To smo zdaj shranili. Seveda zdaj, ko sem šla na novo izdajati, a ne, moram še tukaj si pripraviti podatke. Končni potrošnik še, ja, pa shranim. Zdaj pa je shrani in izdaj. Pripravim. To je pa zdaj ta račun trg 22. Je za 500 evrov. Rekla sem, da je to zdaj pa v bistvu, do zdaj se ni to poročalo v obračunu DDV, zdaj v evidence pa je predpisano polje. Grem na izdane račune. 22. No. Vidite, in ta račun 22 je v polju 27, a ne. Gre pa za dobave, kjer kraj ni v Sloveniji, a ne. Je pa, če bi pa za te dobave ima pa davčni zavezanec pravico do odbitka slovenskega DDV-ja, ne. Takole. In v bistvu tudi sem še malo zdaj, da pokažem še ostale dobave. Če kar na temle zdaj pogledala, moram iti nazaj na izdajo računa, pa da tukaj še pogledam. Recimo, tule imam en osnutek, ki ga zdaj trenutno več ne rabim, tako da bom ga kar pogledala, ker ga več ne rabim, ga bom samo pobrisala, a ne, da mi gor ne stoji. Dočim teh ostalih, a ne, ki so bili pa že izdani, a ne, ko so pa izdani, a ne, pa ko grem dol, a ne, tukaj pa ne morem kar pobrisati, sem pa rekla, da lahko naredim storno, a ne, z novim dokumentom pa popravim tisti podatek, a ne. Tako da zdaj, če tukaj še en primer si naredim, da si pripravim podatke, pa grem na čezmejne dobave. Glejte, tukaj imamo še več teh zdaj čezmejnih dobav, različnih dobav, zato in
je pomembno, to želim samo poudariti, da je pomembno, da pogledate in pravilno, ne samo po tipu obdavčitve, ampak tudi tukaj pravilno izberete, a ne. Če boste izbrali neobdavčljivo storitve v drugo državo EU, vrednost storitev gre v evidenci obračunanega DDV v polje 10. Gre za storitve, opravljene davčnim zavezancem s sedežem prebivališčem v drugi državi članici, za katere je v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 kraj opravljanja storitve v drugi državi članici in velja obrnjena davčna obveznost. O teh storitvah se sicer poroča v obračunu DDV v polju 12 in v rekapitulacijskem poročilu. In v končnem tekstu je treba tudi dati ustrezno klavzulo pod opombe, tukaj v končni tekst ustrezna klavzula obrnjeni davčni obveznosti. Enako oproščene dobave blaga v drugo državo članico, a ne. Tudi tukaj gre v polje 10, a ne, vendar je treba posebej označiti, zato ker imamo posebno polje pa v evidencah določeno. Za te pa na spustnem seznamu izberemo dobave blaga v drugo državo EU. Potem pri teh tristranskih dobavah blaga v drugo državo članico, a ne, tisti, ki delate te tristranske posle, tukaj gre za tistega, ki je drugi v verigi, v bistvu je to pa obrnjena davčna obveznost, ne. To je obrnjena davčna obveznost in v tem primeru mora biti na računu klavzula o obrnjeni davčni obveznosti. Naj vas ne zavede tale oprostitev tukaj. Po vsebini, a ne, poroča drugi v verigi in v skladu z sodno prakso, a ne, je treba tukaj navesti klavzulo obrnjena davčna obveznost. Ta klavzula je namreč obvezna. No, potem pa še izvoz, a ne, imamo tudi posebej izvoz, je pa tudi posebej, zato ker izvoz mora iti pa v polje 7. Zdaj jaz vseh teh računov ne bom zdajle izdajala, moj namen predstavitve je bil predvsem v tem, a ne, da vidite, da bodite pozorni na to, kateri tip obdavčitve izberete, a ne, da se potem pravilno tudi izda račun. V navodilih za delo s to mini blagajno, to, kar sem zdajle govorila, je tudi tam lepo opisano in pripravljeno, tako da si dajte prosim tudi ta priročnik uporabiti, a ne. Zdaj pa, kar se tiče računov, mogoče bi sem še to rekla, a ne, da ja, imamo še druge tipe računov, jaz sem zdajle govorila samo o navadnem računu, a ne. Zdaj, če grem pa na druge tipe računov, ja, moram pa ustvariti nov dokument. Račun za predplačilo, v bistvu je tako, da ja, nič, ga bom kar vnesla, a ne. Je tako, da v bistvu razlika je samo v tem, da je tam še datum prejema plačila obvezen podatek. Ne? In vidite tole, datum predplačila, pa recimo, da sem ga pozabila vpisati, pa bom ga malo preskočila, a ne. Bom kar nekaj uvedla, dala bom pač končnega potrošnika, izdajam v svojem imenu, tip posebnosti ni posebnosti. Predplačilo sem dobila za majico, za 12, pa recimo, da so to, takole bom dala, ne. Zdaj tam nisem dala datuma prejema predplačila, je pa obvezen podatek in ne morem nadaljevati. Tole, kar so napake, veste, tudi ne boste mogli spraviti zapisa v osnutek. Če napaka ostane v pripravi in če boste šli ven, boste podatke izgubili, a ne, tako da te napake kar tekoče odpravljamo. Če bi naredili tak vnos podatka,
da bi se glede na vgrajene kontrole izpisalo opozorilo, je pa treba preveriti pravilnost podatka in če je pravilno vnošen, lahko shranimo in nadaljujemo. Zdaj tukaj je obvezen podatek, je napaka, moramo dati datum predplačila. 3.7. Shranimo. In ko shranimo, se ta napaka več ne pokaže. Moramo pa seveda tudi na vnosni shemi za vsa polja ustrezno podatke evidentirati. Izdamo račun, si ga pogledamo. Ja, in ta račun, vidite, je račun za predplačilo, ne. Tako da v bistvu tukaj imamo pač te podatke zdaj navedene. No, zdaj bomo pa še pogledali še en tip računa. Se pravi, zdaj na tem računu za predplačilo, tega tudi lahko pogledamo takoj tukaj, a ne. Je bil pa, meni se zdi 23, mislim, da. Gre celoten znesek dobave, ne, celoten znesek 60, ne, od predplačila, ne. Zdaj gremo pa še pogledat, še en tip računa imamo. Imamo pa še račun s predplačilom, ne. Tukaj pa tudi pazite, kadar gremo na nov tip, veste, moramo pa tele podatke pa na novo vnesti, tam pa ne moramo kopirati. Tudi drugače je, ne, kar se tiče kopiranja, je tako, da dajte, če je en tip obdavčitve pa ena vrsta, a ne, je boljše, da se pač da pač kopirate transakcije za v okviru istega tipa, ne, obdavčitve. Račun s še tole, da naredimo. Pa bomo rekli danes. Pa interna oznaka, to je pač neka interna oznaka. Pa da bo tudi zapadlo z danes. No, zdaj tukaj morate pa številko računa za predplačilo, je treba pa tukaj kar vnesti, a ne. V tem primeru pa gre v evidence samo razlika, ne. Razlika je med dobave je osnova 900, razlika je 400 pa 88 tega davka, a ne. V redu, tule je treba še pravilno številko računa dati, jaz bom to zdaj kar shranila pa izdala. Pogledam. In na računu je tudi razvidno, a ne, da je samo razlika še, ne. Kar se tiče pa evidentiranja v to evidenco. Bomo pa še tega pogledali. Mora iti samo razlika, vidite, ne, samo razlika gre. Pa razlika davka, ne, tako. Zdaj, ko se račun takole prenese v evidenco, kot sem rekla, se ne da nobenih drugih podatkov popravljati, razen pri posebnih ureditvah, ker je pa treba vnesti davčno osnovo in znesek DDV. Če bi se zgodilo, da je obveznost za DDV po računu, ki ga sedaj evidentiramo v evidenco obračunanega DDV, že nastala v predhodnih davčnih obdobjih, na primer aprila 2025, lahko izberemo način obravnave 2 za samo prijavo po 88b členu. V takem primeru vpišemo v polje davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun in plačilo DDV-ja in vnesemo znesek DDV-ja.
podatke shranimo. In v takem primeru se bodo obresti po 88b členu zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, potem, ko bo na e-davke tudi pravilno in pravočasno predložena evidenca DDV in ko bo pač se predizpolnil obračun oziroma ko bo pač podan obračun, se bodo tudi obračunale obresti na e-davkih. Mogoče bi sem še toliko povedala, se pravi, pri ročnih vnosih je shema enaka, kot sem jo zdaj kazala, ko se podatki sami prenašajo v te v evidence, a ne. Tako da nekako sem ocenila, no, da bo bolj razumljivo, a ne, če gremo po posameznih transakcijah, pa pogledamo, kako je treba evidentirati, ker tako, kakor je zdaj bil evidentiran izdani račun, pa so se zaradi vseh teh nastavitev, ki so pri izdaji, podatki evidentirali, če bi ta račun izdali v drugi aplikaciji, mogoče pa ročno, če ne bi bil gotovinski, bi ga ročno izdali, bi ga potem tudi tukaj želeli vnesti, bi ga morali ravno tako evidentirati. No, to je bilo, zdaj čakajte samo malo, da jaz še pogledam, a sem imela še kaj takega. Za izvoz podatkov, za popravek računa sem povedala, res obvezno pazite, storniraj in popravi. Ne kopirati, ker ne bodo podatki tam se ne bodo vam pravilno prenesli, ker potem ker pač vendarle veliko kontrol je noter, vendar določene kontrole pa ni možno zablokirati, a ne, in potem, če podatek ni pravilen, če programa ne uporabljate v skladu z danimi navodili za uporabo programa, a ne, a veste, potem pač pride lahko do take situacije, a ne, tako da dajte res biti na to pozorni. Zdaj pa samo še, da, bom pa jaz malo zaključila, samo še, da kažem, še nekaj, da povem, a ne, tukaj tukaj sem prej povedala, če damo datum plačila, tukaj imamo vse izdane račune in tudi na hitro vidite, če ažurirate tukaj, ker mejni blagajna ne podpira knjigovodstva, a ne, ampak tukaj pa je ena taka priročna evidenca. To je bilo že prej, to ni nič novega. Tukaj imate tudi status računa, izdan, ne, tako, to so izdani računi, ne. Potem, če grem zdaj pogledat pa še tole, a ne, izvoz v Excel se zagotavlja, izvoz podatkov v Excel, to pa ni nič novega, to je pa že prej bilo, a ne. Kar se tiče pa izvoza ZIP, a ne, je pa tako, da evidenca, tukaj gre za izvoz v skladu z pravilnikom o vodenju evidenc za davčne zavezance, ki elektronsko obdelujejo podatke, in s 1.7. po tem pravilniku ni več evidence obračunanega DDV, pa evidence odbitka DDV, kar je logična posledica tega, da so te evidence zdaj predpisane v DDV zakonodaji, ne. Tako. Toliko je bilo z moje strani. Zdaj v drugem delu, a ne, bo pa pripravljeno še glede same evidence, priprave evidence, oddaje, a ne, pa potem tudi pošiljanje. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Nasvidenje.